naš kandidat, gospod Menard, in beseda je vaša. Hvala lepa. Spoštovani vsi prisotni, prav lep pozdrav v mojem imenu, pa tudi v imenu, bom rekel, cele občine, kajti, kot veste, me tudi po zadnjih anketah še vedno podpira čez 70% naših občanov, tako da imam neko zaupanje. Mene ljudje poznajo, večinoma, ko sem včasih bil serviser bele tehnike, hodil sem po celi Notranjski, od Ljubljane, Dolgi most, Polhograd, Črni vrh nad Polhogradcem, Rovte, Žiri, vse do Črnega vrha, Babno polje do Delnic. Skratka, poznal sem velik del tele Notranjske, pomagal sem, ker ni bilo dopoldne moških ali pa fantov doma, nekateri so bili v šoli, drugi po službah. Ko so krave telile, pa so pomagal veterinarju, tam tudi se spomnim, se enkrat eno gospod dal, pomagal dati v krsto, skratka, jaz diham s temi ljudmi na tem koncu Slovenije. 78 leta sem začel samostojno dejavnost, sem bil še čist zelen. Vedno sem hotel biti samostojen, nikakor nisem trpel neke komande, zato sem se dostikrat po noči zbujal. Ko sem se spominjal trenutkov, ko sem hodil v šolo, ko sem bil pri vojakih, ki je bil tam, to moraš to narediti, to moraš to narediti. Jaz rad delam, se rad dogovarjam, se skupaj domenimo, kaj bomo naredili, ne moram pa delati nekaj pod nekimi pritiski. Z tega razloga sem tudi 78 leta začel svojo dejavnost. Prej sem se vključil v obrtno zbornico Logatec, potem sem bil tudi 2 mandata predsednik obrtne zbornice, bil sem v Ljubljani v upravnem odboru obrtne zbornice, pa v skupščini in tako naprej. Tudi 88 leta, ko se je začela ta pripravljati na slovensko pomlad, sem sodeloval, bil sem tudi takrat, ki je bil še trodomni občinski svet, zbor politike, pa gospodarstveniki, sem bil pa v domu krajevnih skupnosti. Ravno v tej dvorani smo takrat imeli te prve te stvari. No, ker sem bil obrtnik, se potem s to politiko nisem mogel več ukvarjati, sem imel 3 otroke, žena je bila doma, tudi druge zaposlene in bo treba skrbeti za te družine. Zato sem malo popustil, vendar sem bil pa vedno aktiven v obrtnem zborničnem sistemu. No in zdaj, ki je bil tale COVID, smo zelo veliko energije vložili tudi v to, prepričevali ljudi, kaj kako ne naredijo, predvsem, da naj posluša Nacionalni inštitut za javno zdravstvo, tiste skeptike pa nekako napotoval, da ne grejo k svojemu osebnemu zdravniku in se z njim pomenja, kaj ti oni mu to verjamejo. In zaupajo svoje zdravje in tudi svoje telo. Zelo me je pomotilo v tem našem prostoru, živimo tudi na zelo težkem prostoru, del Ljubljanske regije, kjer so bili med začetku prve vojne, druge svetovne vojne, pa tudi do zdaj en kup enih težav. Posebno pa, ko vidim to razklanost in ne tekmovalnost, ampak sovražnost. To me zelo boli pri srcu, se rekel, tle moramo nekaj narediti. In z Marjanom Podobnikom se že veliko let poznava, tudi večkrat je bil pri nas na občini, ki se tudi z našim direktorjem nekako poznata in cenim njegovega tasta, gospoda Omana, se pravi, v tistih časov, ko smo tu pripravljali, da smo šli na svoje države in smo pred 30 leti postali tudi nacija. Mi je šlo zdaj v glavo, da bi pa zdaj to kar prepustili, da se sovražimo in da bi bil kar naprej ta prenapolnjen sparo ekonom nonc in se zgodi to, kar se je zgodilo v Ukrajini, kot se lahko zgodi v Bosni in tudi pri nas. Mi moramo stvari razčistiti. In ta nahrbtnik, ki ga nosimo že kar veliko let, moramo na nek način razbremeniti. To lahko razbremenimo, če se bomo pogovarjali, poslušali in odločali, da gremo naprej razbremenjeni. Ko bomo mi enkrat razbremenjeni, takrat bojo tudi mladi na kmetijah lažje delali. Fantje in dekleta bojo lažje, ko je v srednjo šolo študirali. Spravi tisti, ki je bisar, tisti mora iti do najvišjih titul doktoratov, tisti, ki ima pa več ročnih spretnosti, ne gre v poklic, tudi s poklicom se da zelo kvalitetno živeti.
Ko sem bil aktivno v obrtni zbornici, sem vedno poudarjal, če že je to statusni simbol, hiša, pa bazen zraven hiše, pa Mercedes, se so vsi avtomobili kvalitetni, pa ne dajmo reklamirati nek poklic mizarja, mesarja, električarja, kakorkoli tudi skozi to. In mislim, da nam je v Logatcu to uspelo. Mi smo se vedno v Logatcu pogovarjali, da moramo svoje znanje skozi pošteno delo prodati. Zato imamo tudi dve odlične obrtno-industrijski coni, zdaj jih bomo povezali. Danes je bil tudi gospod Počivalšek, podpredsednik vlade in tudi minister za gospodarstvo in tehnologijo. In je začuden, da bomo mi dve taki coni, pa vendar tu za kmetijstvo nimamo pogojev razen gozda, zato je tudi razvito lesarstvo in zato smo tudi danes gospoda Počivalška povabili v eno obratovalnico, kjer delajo okna in tudi ostale smo povabili te mizarje in tudi lesarje, da le nekako začutimo, da je les naše državno bogatstvo in da moramo tudi ustvariti dodano vrednost, da bomo lahko pokrivali socialno šibke. Mi moramo samo z znanjem in z delom, ki zaslužimo, lahko skrbimo za vso to, kar živimo. Mi živimo prebogato, mi ne ustvarimo toliko, kar zapravljamo. Ampak pride trenutki, ko se da malo več zaslužiti, kakor so tudi te trenutki in se dajo te krediti tudi nazaj vračati. Mi moramo vedeti, da je treba na področju šolstva marsikaj spremeniti. To, kar sem že razložil, tisti bistri ne gre v srednjo šolo, gimnazijo, potem na fakulteta naprej, tisti, ki imajo več ročnih spretnosti, ne grejo v poklicne šole, do mojstrstva in potem naprej tudi do inženirjev. Moramo povedati, da imamo vi preveč družboslovcev, čeprav so tudi te potrebni, skoraj 50%, naravoslovcev je premalo. In naravoslovci nimajo problem dobiti na trgu zaposlitev. Na področju zdravstva, po mojih mišljenjih, imamo mi denarja dovolj. Samo ni prav razdeljen. Mi bi mogli na področju zdravstva, ta naša zdravstvena izkaznica biti kot plačilna kartica. Ko gremo k zobozdravniku, on nekaj nam popravi, napiše dobavnico, račun in z te kartice nam to potegne. To se pravi, se bi dalo slediti. Od zadaj je pa tu veliko, ene lumparije. Jaz sem včasih, pa tudi zdaj fante delajo veliko za te razne, ki nabavljajo medicinske pripomočke, zdravila, kakorkoli se to vidi, pa tudi, če greste na Ajpes, kakšne standarde in tudi visoke dohodke imajo. To se pravi, da od nekje je to in je verjetno to preveč zaračunano, je prevelika dodana vrednost. Čeprav se vsi borimo za dodano vrednost, vendar mora biti tu na nek pošten način, ne moreš ti, če ni, pa zaračunati krat toliko. Se tu se tudi sliši okrog teh žilnih opornic in drugih stvari, ne bi to razlagal. Seveda, v gospodarstvu moramo dati vso podporo, moč ljudi, predvsem podpirati mlade kmete, da bomo imeli dovolj svoje hrane. Včeraj smo imeli ministra za kmetijstvo v Hotedršici in je razlagal, koliko se vlaga v kmetijstvo, kako uspešni smo lahko, če bomo sledili nekim smernicam in seveda smo tudi, kar tudi že vlada dela, da je lahko en del te naši domovi za ostarele pa šole vrtci kupujejo od lokalnih kmetov te pridelke, skozi to jim pomagamo kmetom, pa tudi naši otroci imajo kvalitetnejšo hrano in to je tisto, kar vsi želimo, da bi bili enkrat samo zadosti s pridelavo hrana, čeprav imamo zemljo, ki na tem našem področju je bolj skopa, vendar imamo predelek, ki se pa da tudi boljše obdelati in tudi imamo lahko večji donos in večji pridelke. Skratka, s to mojo kandidaturo želim v parlamentu, čeprav sem tak močan, nekako dati nek duh neke sprave, nek način pogovora, ne da se sovražimo, lahko je tekmovanje. Med različnimi klubi, kot športnimi in tudi med strankami je lahko tekmovalnost, ne pa sovražnost. Tudi jaz sem v Logatcu od 21 svetnikov, 9 svojih iz moje liste, Berta Menarta, ki so različni, so levi, sredinski, desni, z različnimi svetovno-nazorskimi pogledi, pa vendar sodelujemo.
ko je za ureditev ceste, za nadzidavo šole, ko je treba za vodo, ko je treba skrbeti za okolje. Stopimo skupaj, se pogovarjamo, različna mnenja in pridemo do tistih pravih rešitev, ki so potem tudi uspešni za naše ljudi. Na ta način mislim delati tudi v parlamentu. Upam in verjamem, da nam bo uspelo, zato ko smo iz različnih strank, z različnimi zahtevami, z različnimi pogledi na življenje, pa vendar vsi želimo isto dobro tem našim ljudem na sončni strani Alp. Hvala lepa.